Lepo pozdravljeni. Danes v delovnem studiu gostimo dr. Mileno Fornazarič, dolgoletno partnerico Delovega poslovnega centra pri programskih konferencah Šport je posel. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Ste naša dolgoletna partnerica na temo šport kot posla. Kaj je skupna točka torej športu in gospodarstvu? Pravzaprav presenetljivo veliko. Tako v športu kot v poslu na prvi pogled štejejo rezultati. Ampak v resnici je ozadje bolj globoko. Gre za neko upravljanje negotovosti tako v gospodarstvu kot v športu. Seveda so rezultati pomembni, vsi imajo cilje, vsi imajo tudi upravljanje z ljudmi. Na koncu so tako v športu kot v poslu pomembni posamezniki, tim, skupina ljudi. Poleg tega človeškega faktorja imajo pa seveda tudi vsi konkurenco, ki jo je treba na nek način upravljati s temi tveganji, pa tudi, bi rekla, optimizacija resursov. Tako športnik kot gospodarstvenik lahko razpolagata s tistim, kar imata in kar obstaja. Tako da je poslovnih povezav seveda tudi skozi sponzorstvo zelo veliko, predvsem pa sedaj v času družbenih omrežij jih povezujejo tudi družbena omrežja. To je pa posebno zapletena zgodba. Torej, omenila ste sponzorje, brez sponzorja seveda tudi v športu ne gre. Kaj sponzor danes dejansko kupuje pri športniku? Njegov rezultat, zgodbo, integriteto in kako hitro se lahko to vse spremeni? Ravno zaradi družbenih omrežij se je marsikaj spremenilo in se še spreminja zelo hitro. Rekla bi, da sponzorji kupujejo vse troje. Kupujejo je sicer nekoliko nenavaden izraz, ko vendarle gre za športnika. Podpirajo, bomo rekli. Podpirajo, ja. Tako. Bi pa rekla, da vendarle obstaja neka hierarhija teh pojmov. Po mojem mnenju je najbolj pomembna integriteta. Se pravi vrednote, ki jih športnik izraža in ki se tudi na nek način poklopijo z blagovno znamko sponzorja, z navijači, z kupci, z ljudmi, ki gledajo tako šport, kot seveda spremljajo sponzorja, se pravi integriteta, etičnost. Se mi zdi, da je to nekaj, kar vse bolj stopa v ospredje. Seveda je pomemben rezultat. Rezultat ti da legitimnost kot športniku. Še posebej delo na dolgi rok je tisto, ki sponzorja povezuje s športnikom. Po drugi strani pa družbena omrežja in zgodbe so pa tiste, ki seveda pripeljejo navijače, kupce, podpornike. To, kar recimo gledamo v Planici, kadar so dobri rezultati, ali pa na kakšni tekmi, kjer tisti hip morda reprezentanca ni najboljša. Bi pa rekla tako, zelo hitro ljudje pozabijo slab rezultat, če je zgodba dobra in integriteta. Če pa športnik poseže po nekih neetičnih praksah, potem so pa tudi navijači in seveda sponzorji kruti in ne odpuščajo tega. Tako da rezultat sam po sebi in medalje niso dovolj. Torej, to smo že videli, a ne? Pri velikih napakih športnikih v tujini je tudi sponzorji in vsi so se umaknili, bili so visoke kazni tudi na drugih ravneh. Seveda. Torej, mora biti nek vzor, a ne? Športniku kot vzor drugim mladim predvsem, a ne? Tokratna konferenca nosi naslov Kako ustvariti zmagovalce prihodnosti. Kaj pa je po vaši oceni potrebno za to, da postaneš nek zmagovalec in kje se pogosto ustavi razvoj športnih talentov? Lepo ste uporabili besedo talent. Najprej je potreben talent. Potem je potrebno seveda trdno delo oziroma nekdo, ki te spremlja, navadno družina pri tvojem razvoju. Pomembna je tudi infrastruktura, se pravi, da imaš možnost treninga. Država Slovenija vse bolj skrbi za to, da so na voljo trenerji za nek strokovni razvoj. Športnik mora pa imeti tudi neko psihološko robustnost, da temu tako rečemo. Danes je težko zdržati to, da si pod lupo 24 ur na dan, da si vplivneš,
da nimaš trenutka po porazu zase, niti sekunde ne, da si ves čas pod žarometi in človeško je to težko prenesti. Zato so pomembni tudi psihologi in na koncu, dobro, sponzorji zagotavljajo neko poslovno varnost, ekonomsko varnost, rekla bi pa, da so pomemben del tega sistema tudi menedžerji, ki poskrbijo tudi za nek poslovni razvoj športnika. Ampak recimo v karieri športnika, kaj ima največji vpliv na to, da lahko pride sploh do vrhunskosti? Zakaj je to tako težko prepoznati? Kjer je tu ta pravi trenutek, da je vse pravočasno, da se vse poklopi na koncu? Po mojem mnenju je najtežji prehod iz mladinske v člansko selekcijo, reprezentanco, ta prehod. Tukaj je potrebno tudi neka usklajenost z okoljem in s pričakovanji športnika samega, njegovih staršev. Poznamo veliko zgodb, sploh zdaj, ker imamo zglede uspešnih športnikov, Slovencev v tujini, ki seveda tudi zaslužijo veliko denarja. In so to zgledi, ki potem dodatno morda obremenijo mladega športnika. Tako da treba je gledati tudi na ta psihološki moment, kako se to sklada s pričakovanji posameznika, z njegovimi seveda športnimi rezultati, v katerem športu je in kaj okolje okrog njega naredi. Zelo pomembne so vrednote, bi še enkrat rada poudarila, ne tisti trenutni rezultat, ki včasih zavede na kratek rok športnika, pa tudi ljudi, ki so okrog njega. Torej, kaj bi rekli, kdo se stoji za uspešnim športnikom? Družina, neki psihologi, da ustvarijo psihološko stabilnost, v kriznih momentih, strokovna priprava, menedžerske odločitve. Ja, vse to, kar ste povedali, seveda je športnik sam v trenutku, ko bodisi se spusti po skakalnici, smučišču, ko skoči v vodo in tako naprej. Ampak vendarle, družina je pomembna, pomembni so psihologi, trenerji, zdravniki, fizioterapevti, menedžerji in usklajeno delovanje trenerskih timov in podpornega okolja, do države in sponzorjev. Seveda pa treba poudariti tudi pomembno vlogo medijev, ki pa na nek način ustvarite to zgodbo. Mediji povežete športnika, navijače, posel, blagovne znamke, vse to, kar vemo, kjer se tudi pokaže ta psihološka moč posameznika, če to zmore prenesti. To, da si pod lupo javnosti ves čas, tega pač nekaj let nazaj ni bilo. To so novi momenti. Ne moreš upravljati samo neke svoje digitalne podobe in biti povprečen športnik, ne moreš pa biti najboljši nekje na svetu brez te digitalne prepoznavnosti. Brez izjav, brez intervjujev, neskončno odgovarjanja na različna vprašanja. To vemo, da športnik obremenjuje samo, to si vsi celotna javnost želi, da povejo. Ja, to je del zgodbe, to je del posla. Ni več dovolj, da si introvertiran garač. Treba je razumeti celoten paket in enako velja tudi seveda za trenerje, za starše, da je to del zgodbe. In tudi takrat, ko je ta zgodba v celoti, bom rekla, nepropustna, da imaš ti neka konsistentna sporočila in vrednote kot športnik, takrat tudi javnost, ki zna biti kruta, pozabi oziroma dovoli športniku seveda tudi kak slab rezultat. Saj vemo, da je to normalno in se dogaja. Ni pa potem te krutosti, sicer te pa ljudje raztrgajo, taki časi so. Ja. Kdo pa bo se na konferenci, ki bo 12. maja v Ljubljani predstavil vse te zgodbe iz zakulisja? Koga bomo lahko poslušali? Konferenca je 20. maja in upam, da smo povabili prave sogovornike ravno na te teme, o katerih govoriva, ker je to slab mesec po volilni konferenci Olimpijskega komiteja. Mislim, da bomo pozdravili novega starega predsednika Franja Bobinca.
Predvsem pa imamo nekaj okroglih miz, ki naslavljajo točno te tematike. Ena je po poti zmagovalcev od talenta do ikone, kako nastane vrhunski športnik, kakšna je vloga družine, kakšna je vloga klubov, trenerjev, menedžerjev. In zdelo se mi je pomembno pogledati tudi v družinsko okolje, v tiste zgodbe, v ozadje, ki jih običajno ne vidimo, pa so zelo pomembne na razvojni poti mladega človeka. Tako da imamo za sogovornico Darjo Garnbret, imamo Janje, vemo naše najboljše plezalke na svetu. Potem imamo Žana Kranjca, Rebeko Zdešar, se pravi olimpijskega podprvaka v veleslalomu. Obe dve sta kar iskrivi sogovornici. Imamo tudi očeta, Janeza Biola, se pravi predsednika zbora in odbora za alpsko smučarje na Smučarski zvezi Slovenije, tudi direktorja uspešnega podjetja, je podjetnik. In oče nogometaša Jake Biola, ki vemo, da je uspešen v tujini, torej ve povedati, kako to izgleda doma. Potem imamo tudi gospo, ki nam bo vedela kaj povedati o tem, kako se oblikuje blagovna znamka športnice, tokrat naše slovenske svetovne prvakinje v boksu Eme Kozin, to je gospa Katja Fašink, njena menedžerka. In imamo tudi Filipa Flisarja, vemo, da je nekdanji smučar prostega sloga v disciplini smučarski kros. Je tudi podjetnik, predvsem so pa to vse ljudje brez dlake na jeziku in pričakujem kar zanimivo debato. Se bo malo iskrilo, ne? Malo se bo iskrilo. Imamo pa seveda tudi vidik sponzorjev, tako gospoda Damjana Kralja iz BTC-ja in drugo okroglo mizo poslovni, tehnološki in etični temelji vrhunskega športa. Naslavljamo točno to tematiko. Vrednote, čistost, samo čist šport je tudi zanimiv za sponzorje. Seveda, kako zdaj tehnologije oblikujejo tržne vrednosti športnikov, kaj sponzor pričakuje od športnika, ali športniki sploh razumejo svojo vlogo, a vejo, da morajo na nek način sodelovati s sponzorji, kje je zdaj tista meja, da ni to preveč vsiljivo, kje je integriteta. Tako da povabili smo člana uprave Zavarovalnice Triglav, gospoda Jakiča, varuha človekovih pravic, doktorja Rožleta Prezla. Športnikovih pravic. Športnih pravic, ja, tako. Našo bivšo vrhunsko športnico in podjetnico Petro Majdič, ki je seveda znana motivatorka in res razume športne in poslovne vrednote v celoti. Povabili smo tudi članico uprave Pošte Slovenije kot podjetje, ki podpira športnike, gospod Vrviščar, in pa enega od naših največjih sponzorjev NLB, ravno tako Andreja Krajnarja, direktorja blagovne znamke in komuniciranja v NLB-ju. Na koncu imamo pa vedno vrhunec. Moram reči, da smo povabili Domna Prevca že lani poleti, ko še ni bilo teh uspehov. In mi je bilo veliko veselje spremljati Domna kot športnika. Moja želja je pa, da ga prikažem seveda tudi kot zelo vedoželjnega mladega človeka, ljubitelja bitcoinov, konjev, njega zanima vse, on je zelo aktiven, ne samo kot športnik, tudi poslovne stvari ga zanimajo. In se mi zdi iz prve roke dobro slišati, kako je možno vse to skombinirati. V takem presiji treningu in tekmovanju. Seveda, vsi njegovi uspehi so pa samo še nadgradnja, tako da pričakujem zanimiv pogovor. Pa še morda kakšno presenečenje za vmes, tako da. Kako pa lahko športnik uspe dolgoročno brez neke osebne močne zgodbe? Je ta pripoved pomembnejša kot rezultat? Kratkoročno lahko uspe brez zgodbe. Je rezultat dovolj. Na dolgi rok pa verjamem, da ne več. Zdaj je res obdobje teh
družbenih omrežij, ki jih večkrat omenjamo, seveda tudi klasičnih medijev. Predvsem je pa javnost na nek način podpira športnika z roko v roki z njegovimi zgodbami, brez neke osebne identitete v bitki za pozornost tako sponzorjev, kot seveda javnosti, ki vemo, da ima zelo kratkoročen spomin. Športnik težko na nek način preživi, če ni v ozadju tudi kaj več. Se pravi, na dolgi rok, delo na dolgi rok, neke vrednote in ne samo zgodba po sili razmer, ampak seveda v kontekstu nekega okolja in pričakovanj tudi, koliko športnik tega lahko drugim da. Pa če se vrnemo še malo na izzive, kako lahko športnik prepozna trenutek, ko ugotovi, da to ni prava smer, v katero gre, katero se on želi, tako kot prepoznati trenutek, da zamenjaš trenerja, okolje ali pa celo disciplino. Vemo, da ko so športniki menjali discipline, so bili še uspešnejši kot v prejšnji disciplini, ne? Ja, to je res. Verjetno je nam povprečnim rekreativcem težko razumeti, kdaj se športnik nasiti nečesa. Verjetno pa se, tako kot se mi včasih naših poslovnih zgodb v vsakodnevnem življenju. Se pravi, poklopiti se mora njegova motivacija, neka notranja izgorelost, ko športniki večkrat povejo, da preprosto se izpraznijo, ne glede na uspehe. Uspeh sam po sebi ne motivira verjetno na dolgi rok. In verjetno, ko prideš do tega, da se športnik utrudi, da ne vidi več prave motivacije, morda ne več pravih ciljev, čeprav cilji se lahko nadaljujejo v neskončnost, ravno Domna sem pri tem poslušala, ampak treba je tudi se na nek način vklopiti v svoje okolje. Kaj so pričakovanja drugih, kaj športnika, kaj želi trener, morda ambiciozni starši in tako naprej. To je težko skladiti vse, ne? Potem tudi neka partnerstva, družine in tako naprej. Tako da, ko pride do te situacije, običajno pa seveda ljudje, tudi športniki so ljudje, ne maramo sprememb. Pogosto vidimo, da se te odločitve sprejemajo prepozno. Morda tudi zato, ker včasih malo manjka teh znanj oziroma nekoga, ki bi bil športnikov sogovornik. Vsak ima po svoje interese, od menedžerja do staršev, do trenerja in tako naprej. Na koncu mora biti športnik tisti, ki je dovolj zrel, da razsoja v sebi. In da reče, jaz bi želel to in ne odstopamo tega, ne? Ja, ali pa dovolj je, ne zmorem, rabim premor in tako naprej. Zgodbe so pa tiste, ki potem omogočijo športniku ta vdih brez pritiska navijačev. Zdaj pa po koncu kariere, slej ko prej se vsak tudi s tem sooči, pa športniki po karieri dovolj kritično vrednotijo svojo pot ali pa samo prevladajo miti v uspehu in da prepoznajo napake, ki so jih storili, nehote, in potem lahko te svoje izboljšane videnje prenašajo na druge mlajše generacije. Vse je legitimno, kar omenjate. Večinoma imamo bodisi glorifikacijo nekih preteklih uspehov in pričakovanja, da bo za njih poskrbljeno, tako kot je bilo prej podporno okolje v času športne aktivnosti. Običajno so pa to vsaj v naših okoljih, kjer ni takih zaslužkov, kot so ekstremni v športih, ki so tudi globalno uspešni v tujini, prestop športnika v vsakdanje življenje precej trd. Tudi zamudi določene, bom rekla, zgodbe vrstnikov, morda študij, zato je ta projekt Druga kariera, ki pač zdaj obstaja zadnja leta, zelo pomemben. Težko se je navaditi na nek vsakdanji ritem. Prej vse bilo določeno do minute, a ne? Tako da tukaj je velika nevarnost in morda smo tukaj na najbolj tankem ledu, ko gledamo razvoj športnika potem kasneje. Oprimejo se potem nekih poslovnih zgodb bolj ali manj uspešno,
Tudi tukaj je pomembna ta podpora, ko gre za finančne naložbe, saj vemo, koliko športnikov je bankrotiralo, predvsem v tujini. Ja. Zato se mi zelo pomembno zdi, da o teh zgodbah govorimo. Da govorimo tudi o izgorelosti športnikov, o anoreksiji, o bulimiji, o motnjah hranjenja. Neprijetnih stvari. Tako. In to, da športnik ve, da ni sam in da tudi mediji, da pravzaprav vzgajamo medije skozi take zgodbe in da vzgajamo tudi navijače. Vemo, da včasih je bil nacionalni šport, kako priti do zastonj vstopnice za Planico. Mislim, da v zadnjih letih tega ni več, da so ljudje ponosni, če lahko s tem prispevajo. Da se je tudi navijaška kultura zelo spremenila v plus. Ja, tako. Zdaj pa to je bilo, omenili ste pač da smo na tankem ledu, a ne? Ta drugo je pa odnos do tveganja. A ne? Tveganja v športu so vedno večja. A ne? Kako pa je današnji športnik zaščiten, a ne, pred temi tveganji? Vsi hočejo vedno več, vedno boljše rezultate, vemo, kako se lahko pride do njih, a ne? Tudi z določenimi poškodbami in tako. Je bolj zaščiten ali še bolj izpostavljen kot recimo pred desetletjem? Jaz bi rekla, da drži oboje. Je bolj zaščiten v smislu, da se medicina športa razvija, da se razvija nove tehnologije, tudi to, kako skrbimo za prehrano, treninge in tako naprej. Se pravi, fizioterapija postaja normalni del, psihološka podpora. Na nek način veliko več vemo o športu kar tako. Po drugi strani so pa družbena omrežja tista, ki na drug način izpostavljajo in načenjajo tudi psihično moč športnika. Pritisk je enormen in obvladovanje vseh teh dejavnikov, ki vplivajo seveda ob želji tudi okolja, da je čim bolj uspešen, je verjetno rezervirano res samo za ljudi, ki imajo integriteto, ki imajo poleg talenta tudi to psihološko moč, da so drugačni kot večina ljudi, ki spremlja šport doma na kavču. In kot rečeno, zelo veliko je odvisno tudi od tega, kdo so ljudje, ki skrbijo za športnika, ne samo sponzorji. Mislim, da sponzorska kultura se je tudi zelo spremenila in so strategije dodelane, ampak tukaj predvsem govorimo o menedžerjih, ki morajo nekako zagotoviti neko športnikovo varnost in skrbeti za to, da ni preveč izpostavljen tem pričakovanjem. Pričakovanjem javnosti, družine, trenerja in vsega. Tako. Še več zgodb športnega zakulisja boste lahko slišali tudi na naši konferenci 20. maja, ki nosi naslov Kako ustvariti zmagovalce prihodnosti. Imeli bomo prenos v živo, zato vabljeni k ogledu. Lepo pozdravljeni. Nasvidenje.